Pozdravljeni! Pred začetkom serije prispevkov posvečenih veliki nagradi Bahreina je prav, da si skupaj ogledamo vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v Formuli 1 v preteklih dneh. Tudi v tokratnem, letos že 9. komentarju novic, si bomo kot običajno ogledali 4 različne sklope oziroma 4 različne teme. Citirani članki, kolikor vas zanima, kaj piše v izvirnikih, so navedeni v opisu, seveda z ustreznimi bližnjicami. Mi pa kar najbolje, da se lotimo naše prve teme, drugače bomo verjetno predolgi in seveda tudi preveč dolgočasni. V našem prvem sklopu se bomo ustavili ob izjavi, ki jo je dal Damon Hill. Povzemam jo po spletni strani GP Blog, kjer so članek objavili 28. februarja. Damon Hill pravi, da s Fredericom Vasserjem se bo pri skuderiji Ferrari tudi nekako razblinil tisti mehurček, ki so ga ustvarili z leti in leti italijanskih šefov ekip. Namreč Vasser naj bi bil po Hillovo dobrodošla sprememba, ki bo mogoče tudi spremenila način miselnosti v tej italijanski ekipi. Namreč po njegovem imajo pri Ferrariju poseben način dela, poseben način sporazumevanja, celo poseben način, recimo, prehranjevanja in seveda tudi obnašanja v pedoku. Hill pravi, da britanski stil pristopa k Formuli 1 je pač bistveno bolj uspešen od tistega, ki smo ga navajeni v Italiji. A tu bi rad poudaril nekaj. S prihodom Frederika Vasserja so se že začele kazati prve spremembe. Inaki Rueda ostaja v tovarni, medtem ko bodo za strategijo skrbeli drugi. In to je verjetno dobrodošla sprememba, da tudi pri Ferrariju se odkrito ali neodkrito prizna, da pravzaprav v preteklosti ni bilo vse v redu in ni bilo vse najboljše. A Frederika Vasserja čaka še težko delo do pravzaprav tistega, kar si verjetno tudi sam želi. A pojdimo k našem drugem sklopu. V našem drugem sklopu se bomo pa dotaknili teme, ki bo verjetno povšeč večini nas navdušencev Formule 1. Namreč, kot poroča spletna stran RaceFans 27. februarja, bomo na progi v Barceloni videli spet tisto starejšo konfiguracijo brez šikane v zadnjem delu. Seveda sprememba, ki je bila med navdušenci na začetku sprejeta z veliko mero neodobravanja, kajti proga v Barceloni je tako postala počasnejša in v bistvu manj zanimiva. A šlo je za varnostne zahteve, ki pa izgleda, da sedaj v tem trenutku niso več tako aktualne. Na srečo niso na progi v bistvu fizično uničili tistega starejšega ovinka, le šikano so speljali vmes. Tako da pravzaprav kakšnih velikih prilagoditev ni, gre samo za novo homologacijo in seveda ob veliki nagradi bodo drugače speljali progo. A to menim, da ne bo velika težava. Zanimivo je, kako v Formuli 1 se lahko tako vračamo v preteklost. Na začetku sem omenil, da šikana je bila tam iz varnostnih razlogov in Formula 1 se v bistvu ni toliko spremenila na tem področju. Res, varnostne zahteve in standardi so se zvišali,
a pravzaprav bolidi Formule 1 so hitrejši. Zato je zanimivo razmišljati, kaj se je pravzaprav spremenilo. Konec koncev, bodimo zadovoljni. Dobili smo progo, ki spominja malce bolj na tiste prave zlate čase, ko pravzaprav so vozniki vozili na polno. In ta šikana manj v Barceloni lahko obeta bistveno bolj zanimivo veliko nagrado Španije. Pojdimo sedaj k našem tretjem sklopu, ki se dotika čisto drugačne teme, ampak upam, da bo prav tako zanimiv. Verjetno je marsikdo izmed vas zasledil, da nekatere ekipe svetovnega prvenstva Formule 1 želijo dvigniti vsoto, ki jo novinci morajo plačati, ukolikor želijo priti v svetovno prvenstvo Formule 1. In o tem so poročali na spletnem portalu motosport.com 26. februarja. Do sedaj je veljalo, da mora novinec, ki hoče priti v Formulo 1, plačati $200 milijonov, ki se porazdelijo med vse ostale ekipe. Sedaj to številko hočejo dvigniti na 600 milijonov. In govora je bilo o tem, da naprimer pri ekipi Andretti so bili pripravljeni plačati 200 milijonov, o vsoti 600 milijonov pa ni nobenega odgovora. A danes se lahko začnemo spraševati, zakaj pravzaprav gre. Namreč razumeti moramo, da teh 200 milijonov so sprva sprejeli avgusta 2020 pred podpisom dogovora Concord in pokriva obdobje od sezone 2021 do konca sezone 2025. Torej, v svoje lahko težko razumemo, da bodo sredi obdobja spreminjali dogovor Concord. A po drugi strani lahko razumemo, da vsota $200 milijonov v dan današnjih pogojih pomeni enoletni proračun in pravzaprav ni tako velika vsota, da bi si jo marsikdo ne mogel privoščiti. In če razdelimo $200 milijonov na 10 ekip in če to razdelimo praktično na 5-letno obdobje, pravzaprav to povračilo konec koncev niti ni toliko veliko. Zato lahko razumemo, zakaj nekateri želijo v to vsoto dvigniti najmanj na $600 milijonov. Sedaj ni mi dano vedeti, kaj naj bi bilo tisto optimalno, če je vsota 600 milijonov minimum, ampak vseeno tako visoka cifra bi lahko odvrnila marsikoga. Seveda v zadnjih urah je bilo kar nekaj govora o tem, kdo bi lahko bili potencialni kandidati. Poleg Andrettijev se tu omenja še ekipo Hitech, ki je prisotna v Formuli 2 in Formuli 3 in ne smemo mimo tudi tiste strukture, ki jo poznamo pod imenom Pantera. In verjetno marsikomu izmed vas to ime zveni znano. Pred nekaj leti, ko se je tudi govorilo o pristopu novih ekip, sem napravil poseben prispevek, kogar zanima, dobim bližnjico zgoraj, ampak povem vam, da je od takrat minilo najmanj 24 mesecev. A v vsakem primeru, kolikor mi je dano vedeti, ta sprememba pred novo pogodbo Concord sploh ne more stopiti v veljavo. Zato takšne in drugačne članke moramo jemati z določeno mero rezerve. Nas pa do konca današnjega prispevka čaka še ena zanimiva tema. Verjetno je marsikdo izmed vas zasledil, da v raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, namigujejo na to, da bi skuderija Alfa Tauri bila morda celo na prodaj. A če gre verjeti izjavi Franza Tosta, ki jo povzema italijanska verzija spletnega portala motosport.com 1. marca, temu ni tako. Še več.
pri skuderiji Alfa Tauri so na svojem portalu Twitter celo objavili uradno izjavo, iz katere sledi, da skuderija Alfa Tauri ni na prodaj. Zanima me, odkot raznim virom novica, da se ta ekipa iz Faence prodaja, kajti v nekaterih člankih smo celo lahko zasledili spisek potencialnih kupcev. Verjamem, da mnogi avtorji imajo velike težave, da napolnijo svoj prostor na portalih, ampak vseeno novice je treba preveriti in ukolikor pride do takšne ali drugačne pomote, seveda napako tudi priznati. Verjamem, da če nekdo objavi 10 namigovanj ali 10 teorij, 2 ali 3 se bosta na koncu pokazali za resnični. A težava je, da naprimer 7 jih bo popolnoma lažnih. In seveda sam se raje držim uradnih virov, uradnih novic, kot da poskušam zadeti resnico v morju namigovanj. A vseeno, zaenkrat imamo uradno verzijo, da skuderija Alfa Tauri ni na prodaj in zato vsaka namigovanja v tej smeri so kot običajno prav brez osnove. Za danes, za naš 9. komentar novic v letošnjem letu, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.